Tokratno oddajo Bravo nogomet bomo namenili prekmurskemu nogometu. Naš gost v studiu bo predsednik MNZ Murska Sobota Danilo Kacjan. Izvedeli boste, kakšna so pričakovanja pred prekmurskim derbijem. Zbrali smo odzive iz obeh taborov. Vreme še naprej kroji drugo slovensko nogometno ligo, zato vam bomo ponudili vrhunce samo 4 odigranih tekem 19. kroga. Vaš gostitelj bo Srečko Ferleš. Ljubitelice in ljubitelji nogometa prisrčno pozdravljeni. V današnji oddaji Bravo nogomet boste na račun prišli predvsem tisti, ki vas zanima pomurski nogomet. Kajti bliža se veliki lokalni derbi med Muro in Nafto in zato smo v naše goste povabili gospoda Danila Kacjana, predsednika Medobčinske nogometne zveze Murska Sobota in podpredsednika Nogometne zveze Slovenije. Gospod Kacjan, pozdravljeni. Lep pozdrav. Zanima me pred začetkom oziroma v zadnjem tednu pred velikim pomurskim derbijem med Muro in Nafto. Ali teče čas kaj drugače, ali se dogaja kaj nepredvidljivega pred tem zelo zanimivim obračunom? Ja, prekmurske klasiko se bliža, ne? Škoda je edino to, da jaz verjamem, da tudi se bo vreme malo izboljšalo in nas osmililo, tako da bi res bil lahko to en praznik nogometa v Pomurju in mislim, da tudi širše Slovenije. Skratka, da bi bile neke negativne posebnosti glih ni. Vidim, da že navijači obeh ekip, pa tudi vsi ostali privrženci nogometa v Pomurju zelo nestrpno pričakujejo to tekmo. Nenazadnje tudi okolje se je temu odzvalo, kar ogromno klubov smo pozvali, ki tekmujejo tudi v medobčinskih ligah, MNZ Murska Sobota in Lendava in tudi tretjo državno ligo Vzhod, da poskušajo prilagoditi termine svojih odigravanj tekem, tako da bi res omogočili najširši množici ljubiteljev nogometa v Pomurju možnost ogled te tekme in sem prepričan, da bodo verjetno tudi prišli na svoj račun. Ne samo potem, da bo štadion definitivno prodan do zadnjega kotička in da vidim tudi, da potekajo vse aktivnosti, da bo televizijski prenos, da bodo tudi ljudje videli, da nogomet ni gledališče, da se nogomet igra za ljudi in pričakujem predvsem eno pošteno igro. Ne glede na to, če prosim z Murske Sobote predsednik, ne, sicer navijati moram v tem trenutku za Muro, ampak če bo Nafta boljša in bo zmagala, sem kot športni delavec vedno pripravljen tudi nasprotni ekipi čestitati. Jaz sem pa prepričan in moje želje je predvsem to in tudi vseh ostalih v Nogometni zvezi Slovenije, da bi naj zmagal nogomet. Zanimivo je, da je zelo malo podobnih derbijev v Sloveniji glede na število gledalcev. Torej, Maribor Olimpija je, lahko rečemo, zgodba zase, ampak potem pa že pride kar takoj derbi Mura Nafta. Kaj je tisto, kar dela pomurski nogomet drugačnega oziroma na kakšen način ljudje dojemajo nogomet v Prekmurju drugače kot pa ostala Slovenija, glede na to, da je to zares ta regionalni derbi, ki privleče in privabi toliko ljudi? Ja, jaz sem že kar nekaj časa v tem nogometu in res za mene osebno so samo 2 derbija v Sloveniji. Olimpija, Maribor in nenazadnje Mura, pa Nafta v Pomurju. Tudi takrat, ko je Mura igrala v prvi ligi, so bili tudi derbi Maribor-Mura. In jaz tudi pričakujem, da bodo ti časi se hitro vrnili, ker Slovenija potrebuje to. Pomurje je specifika in že samo rivalstvo na tem med Muro pa Nafto je vedno bilo in bo, ne. Ker Pomurje je tudi regija, kjer nimajo samo v nogometi tega rivalstva, tudi vlečejo vrv čez reko Muro, Štajerci in Prleki, tako da so neke zadeve, ki so povezane v okolju, v katerem pač živimo. Nenazadnje ljudje nekaj drugih stvari tudi moramo biti pošteni, kaj dosti nimajo. In vsi v bistvu željno pričakujejo ta nogomet, tudi na lokalnem nivoju so obiski tekm dostikrat boljši kot celo v prvi ligi. In to je odraz tega, da v Pomurju res je nogomet doma. In nenazadnje je tudi Nafta kot klub eden najstarejših v Sloveniji, prvič sploh, ki je bil registriran. Da tudi tu izvirajo neke korenine. Mura pa je pač bila tradicija, mogoče že samo ime Mura kot tovarna Mura, se dosti ljudi je bila tudi vezana, tudi eksistenčno in iz tega je tudi verjetno izhajalo
ta ljubezen do tega nogometnega kluba, pa še ne nazadnje reka Mura nas povezuje, mestne studije zadržuje, ampak še dobro, ker imamo mostove, da prehajamo lažje prek. Tako da za nogomet sem prepričan, ljudje v Pomurju so ga imeli radi, ga imajo radi in bodo ga še vedno imeli radi. Če pogledamo derbije, poznamo zelo različne derbije. Omenil sem že Maribor Olimpija, potem če gremo bolj proti jugu, se to rivalstvo vedno bolj stopnjuje. Poznamo pa tudi v evropskem nogometu derbije, naprimer baskovski derbi, kjer so navijači pobrateni praktično, sedijo eden zraven drugega, torej Atletik Bilbao, Real Sociedad. Kam bi vi umestili ta prekmurski derbi? Gre za tisto najvišje rivalstvo ali so vendarle tudi kakšne prijateljske vezi vmes? No, rivalstvo nedvomno na vsakem derbiju nekaj malo obstaja, ne. Ampak sem pa prepričan, da je pa 99% obiskovalcev na stadionu zato, da pridejo gledati tekmo. Sicer navija, vsaki navijač navija za svojo ekipo, ampak menim, da ni nekega naboja negativnega, predvsem glede nekih strašnih zamer, nekih žalitev, ampak to v smislu nogometa, ne nazadnje tudi mi, če gremo na tekmo, slovenske reprezentance navijamo za Slovenijo, ne. Ampak verjamem, da tudi na nasprotno ekipo nismo jezni, pa nimamo nekih zlonamernih zadev proti njih. To, da je pač malo se dviguje prah med tekmo, do tekme, kar je tudi normalno, ker smo nestrpni, tudi za bilo kateri drugi športni dogodek smo nestrpni, dokler se ne začne, pa se ne konča. Tako da jaz nekih večjih težav v tem smislu, da bi res bilo med temi, da bi rekel, za mene bi bilo zaskrbljujoča zadeva, če bi ugotovil, da je na stadioni 2000 ljudi, pa da jih je 500 ljudi spokreganih drugih z drugim, to bi bilo alarmantno stanje. Če pa zdaj 500 ljudi navija za eno ekipo, pa 500 za drugo, ne, in da vmes tudi niso zadovoljni za vsem, predvsem za sodnikami, ker sodniki so tisti glavni, ki so krivi za vse slabo in za vse dobro. Ampak na koncu pa sem prepričan, da ljudje pravijo, dobena juha se tako vroča, da je poje, kot se skuha, ne. In tudi v tem derbiju sem prepričan, da bodo neki tudi čustva, tudi bo mogoče, ne bodo glih vsi zadovoljni za vsem, ampak večina vseh prisotnih na stadionu bo po končani tekmi šla skupaj, bo popila kakšen kozarček, tudi kakšen bograč pojedli, ker to je tradicija v Pomurju. No, sedaj pa pogledajmo, kaj oziroma pred prekmurskim derbijem menijo v vrstah nogometne šole Mura. Ja, pripravljamo se na derbi Prekmurja, kateri je zelo pomemben za navijače, tako naše kot njihove. Pripravljamo se popolnoma mirno, sledimo svojemu cilju, sledimo svojim zahtevam, katere imamo in smo zelo sfokusirani na samo tekmo. Tekma veliko prinaša, če premagate Nafto, ste si verjetno že nekako otresli pred nadaljevanjem prvenstva. Gledalcev bo veliko, koliko lahko to vpliva na končni razplet? Ja, na končni razplet lahko vpliva, da imamo mi po nedeljski tekmi 3 točke več ali pa 3 točke manj. Enostavno, bilo bi z naše strani zelo neprofesionalno razmišljati, da je tekma tale, katera odloča prvenstvo. Mi imamo še 11 krogov, tale ena naslednja, katera je. Gremo tekmo po tekmo in si želimo pozitivnega rezultata. Kar se pa tiče samih gledalcev, verjamem, da se bo zbrali v velikem številu in da bo tale pozitivna energija z njihove strani, katera je prisotna na vseh tekmah, še zdaj dosti bolj izražena, katera nam bo dala dodatno energijo na sami tekmi. Jeseni smo spremljali odličen nogomet na tem derbiju, kaj lahko tokrat pričakujemo? Verjamem, da zaradi samega derbija, zaradi samega rivalstva med tema dvema kluboma lahko pričakujemo čustveno zelo živo ali pa zelo nabito čustvi, z zelo visoko nabitimi čustvi tekmo. Obenem pa glede na kvaliteto igralcev, katere imamo mi, katere ima Lendava, lahko pričakujemo eno dobro tekmo, katera bo zadovoljila tako gledalce kot igralce. Gospod Kacjan, v zadnjem obdobju nekaj let,
prekmurski nogomet ni bil ravno v ospredju slovenskega nogometa. Kaj pa se je zgodilo sedaj, da se vendarle tako Mura kot Nafta in vsi preostali klubi znova nekako, da rečem, sestavili in se znova približujejo samemu vrhu slovenskega nogometa? Prekmurje je, oziroma Pomurje je res specifična regija v velikih primerih in tudi pri teh zadevah so vzponi in padci. Nenazadnje je tudi, bom rekel, ekonomija tista, ki je ravnilovka marsikaterih zadeve, ne samo uspeha in neuspeha, ampak mi v Pomurju nismo ne vem kako velika regija, gospodarstvo, ne vem kako močnega nimamo. In tudi takrat je prišlo kar do precej sprememb v celotni državi in temu primerno verjetno tudi nismo sledili. Naredila se je privatizacija, marsikatere zadeve so postajale drugačne, sponzorji, ta glavni so se odselili več ali manj samo v centralno Ljubljano in smo mi v Pomurju ostali in še marsikatera druga regija tudi v Sloveniji nekje na obrobju in verjetno nismo pravočasno spremljali vseh teh trendov. In nismo se tudi zavedali, kaj pomeni privatizacija tudi v smeri športa, ker je zelo pomemben subjekt, kajti lokalne skupnosti v Pomurju imamo ogromno malih občin in mi nekega gospodarstva v Murski Soboti, ki ni ne vem kakva velika občina, ne vem kako močnega nimamo in smo tudi na tem segmentu padli. Bili so vzponi in padci, tako pri Muri, tako pri Nafti, ampak zaradi tega, ker imajo ljudje ta nogomet radi, se spet spenjajo. Šport mora biti tudi tržna nisa, kar bi pa v Murju absolutno moralo biti. Mi bi morali ta tržna niša v Pomurju res izkoristiti, ker imamo idealne pogoje. Na tako mali površini imamo izredno dobre vadbene površine, tudi bomo že rekel solidne štadione za odigravanje raznih tekem, nimamo na najvišjem reprezentančnem, ker pač ne zastojejo, ampak sem prepričan, da že imamo za kakšne reprezentance U21, tako v Lendavi in v Murski Soboti, in da pač moramo poskušati vzdrževati najboljše in da ne smemo gledati egoistično, ker na koncu jaz pravim, Prekmurci imajo dober pregovor, dosti babic kilavo dejte, in to tudi vzdrži na koncu. Tako da jaz verjamem, da to vodstvo Mura, ki ga zdaj ima in tudi Nafta, da imajo vizijo, da imajo finančno konstrukcijo, ker ne nazadnje, pri denarju se vse začne in se tudi konča, in da bodo še tudi lokalne skupnosti začele gledati malo drugače in tudi gospodarstveniki iz Pomurja bi morali najti svojo tržno nišo tu zraven. Tako da sem prepričan, da Pomurje potrebuje, ljudje v Pomurju in tudi Slovenija potrebuje močno Muro, potrebuje močno Nafto in tudi ostale močne klube, ker ne nazadnje. Ampak predpogoj pri vseh teh pa je, da bomo morali začeti malo boljše delati v Pomurju z najmlajšimi. Kajte, če svojega kadra ne bomo vzgajali, mi smo bili vedno v Sloveniji zelo znani kot majhna regija, da smo dobro delali z najmlajšimi. V tem trenutku sem jaz kot predsednik Medobčinske nogometne zveze Murska Sobota na tem področju malo razočaran, ker nimamo, zaostajamo. Verjamem pa, da bo predvsem vrnitev v Muro, v prvo slovensko mladinsko kadetsko ligo, ta trend manjkaje 10 let nekje nadoknadila, ker mi smo v bistvu v Pomurju imeli zdaj samo en klub, ki nas je še spraševal. To je bil en mali Veržej, po nogometnih dejanjih veliki, ker je nastopil v drugi državni ligi, v prvi slovenski mladinski kadetski ligi, U15, vse so imeli en Veržej za 1500 prebivalcev. Ampak Murska Sobota mora biti središče in tudi Lendava mora biti središče. In če imamo dva prava kluba v Pomurju, ki je pravo rivalstvo, ki vidijo tudi mladi izziv, da lahko dosežejo nekaj več. Videli smo že odzive iz Murske Sobote pred velikim derbijem, pomurskim klasikom, kot mu nekateri rečejo. Sedaj pa si poglejmo še odzive iz Lendave. Ja, to je posebna tekma. Nekako tu ne rabiš motivirati igralcev. Tako da pričakujemo spektakel. Jaz verjamem, da bojo navijači prišli na svoj račun. Vedno so bile tekme teh dveh tekmecev nekaj posebnega in verjamem, da bo tudi tokrat tako.
Jeseni je bilo ogromno naboja, tekma za tiste z dobrimi živci. Kaj pričakujete tokrat? Jaz upam, da bo tudi ta mogoče malo manj stresno za mene, vendar sigurno bojo tenzije visoke. Mi bomo poskušali ostati mirni, na koncu je najbolj pomembno, da odigramo dobro tekmo in da zadovoljimo navijače. No, seveda tudi točke so pomembne, trenutno ste tik pod vrhom, lahko ogrozite Muro, ki je na vrhu? Pa gledajte, mi se ne predajamo, sigurno je Mura v točkovni prednosti, nekako je uspela dobivati te tekme, težke, vendar mi se ne predajamo, borili se bomo naprej, kaj bo prineslo, gremo tekmo po tekmo in ta naslednja je najpomembnejša. Gospod Kacjan, s prihodnjo sezono se znova v Pomurje vrača Pomurska nogometna liga. Nam lahko nekaj več poveste o tem projektu, ki je že bil aktiven, ampak v zadnjih nekaj letih je ta ideja o Pomurski nogometni ligi zamrla? Pomurska nogometna liga je dolgo bil projekt, ki je potekal in je tudi najbolj realna liga za večina klubov v Pomurju. Nekaj let pač Pomurske lige nismo več imeli, predvsem zaradi tega, ker smo kot Murska Sobota smo vedno zahtevali, da je ekipa, ki je nastopa v Pomurski nogometni ligi, obvezno mora imeti tudi določeno število mlajših kategorij, kar pa nekateri klubi niso imeli iz sosednje MNZ in je bil to največji kamen spotike. Sedaj so tudi dobili novo vodstvo v Medobčinski nogometni zvezi Lendava, s katerim smo naredili skupaj izvršni odbor, Murska Sobota in Lendava, in smo zelo konstruktivno v dobrobit nogometa v Pomurju ustanovili spet nazaj Pomursko nogometno ligo, katerega se želi večina klubov iz Pomurja. Ampak glede na situacijo, ki pač je, ker tudi v tekmovalni sezoni 2018-2019 pride do delne reorganizacije tekmovalnega sistema na nivoju nogometne zveze Slovenije, ki grejo 3 tretje lige iz 14 na 10 klubov in Primorska tretja liga na 8 klubov, smo tudi mi morali slediti temu trendu, ker bi bilo dejansko, bi se zgodilo, da bi iz tretje lige Vzhod v Medobčinske nogometne lige spadlo 7-8 ekip, kar bi bilo verjetno nazadovanje, ne pa neki kontingent solidnega delovanja klubov naprej. Tako smo najdli pač salomonsko rešitev, da v tekmovalni sezoni 2018-2019 gremo samo na 8 klubov, v tekmovalni sezoni 2019-2020 pa na 14 klubov pa zato, ker se tudi v 2019 tekmovalni sezoni spet lige na nivoju nogometne zveze Slovenije krčijo in prehajamo iz 4 tretjih lig na 2 tretje lige za 14 klubami in tako bomo imeli neko piramido in klubi, da se pa verjetno morali sami odločiti, v kateri ligi se lahko najdejo, da lahko tu nastopajo, ker če ne bomo vztrajali tudi, ker se dostikrat bojim, da posamezni klubi imajo mlajše kategorije kot neke vrste prisile, ne kot za razvoj nogometa in za svoj lastni obstoj. Tisti klubi, ki ne bodo delali z najmlajšimi, bodo lahko nastopali v ligi. Imamo tudi v MNZ Murske Sobote drugo ligo, kjer ni nobenih kriterijev za nastopanje. Vsak se bo pa mogel najti, ki lahko, ker naša dolžnost vseh skupaj pa je, da moramo delati z mladimi, ker če ne bo mladih, tudi starih ne bomo imeli. Tudi v 19. krogu druge slovenske nogometne lige smo videli samo 4 tekme, tudi tokrat je vreme zagodlo organizatorjem in sicer se bomo najprej polotili tekme med Dekani in pa Dravo. Športni park Dekani so namreč gostili tekmo 19. kroga in sicer se je odlično začelo vse skupaj za ekipo v modrih dresih. Ptujčani so odlično odprli dvoboj, kajti že v 3. minuti srečanja je Matijas Fanimo, novinec pri Dravi, poskrbel za vodstvo in sicer mat v 3 potezah bi lahko dejali. Nastja Čeh je podal na levo stran, kjer je Marko Krivičič podal v kazenski prostor, tam pa se je najbolje znašel Matijas Fanimo. Za izdatnejše vodstvo gostujoče ekipe s Ptuja so igralci Drave povedli in prišli do prednosti z 2-0 že v 5. minuti, torej manj kot 2 minuti se potrebovali, da so prišli do vodstva z 2-0. Znova podobna poteza in sodelovanje omenjenih 3 nogometašev, sicer je Matijas Fanimo začel akcijo na sredini igrišča, znova Nastja Čeh na levo stran do Marka Krivičiča, ta pa je podal in zavrnil žogo v kazenski prostor, Matijas Fanimo pa je dosegel že drugi zadetek na tekmi.
Še vedno smo v prvem polčasu in tudi domači ekipi Dekanov so imeli nekaj priložnosti in sicer v 30 minuti so izvedli hiter protinapad in sicer žoga je prišla na levo stran, tam pa je odlično odreagiral Tomaž Rodica, ki je sprejel žogo in takole poskrbel za znižanje rezultata na 1:2. V drugem polčasu smo na Primorskem spremljali zelo podobno srečanje, torej tudi takrat so bili nogometaši Drave uspešnejši in pa boljši in sicer v 73 minuti so gostujoči nogometaši iz Ptuja izvajali out, Denis Vezja, ki je izvedel out, nato pa so dobro kombinirali na desni strani, znova je bil v akciji udeležen kapetan in pa športni direktor Nastja Čeh, ki je podal v kazenski prostor, kjer pa se je še enkrat odlično znašel Matijas Fanimo in tako na svoji drugi tekmi v drugi slovenski nogometni ligi dosegel kar hat-trick. Tudi v zadnji tretjini srečanja so imeli gostujoči nogometaši pobudo. Tole je akcija, ko je Čeh podal proti Marku Krivičiču. Tokrat je sicer zgrešil, so pa gostje dosegli še četrti gol, ko je v 78 minuti zadel David Lonzarič. Drava iz Ptuja je še vedno na drugem mestu, imajo 41 točk, medtem ko so nogometaši Jadran Dekani zabeležili svoj četrti poraz v letošnji sezoni. Sedaj pa smo se preselili v Brežice, kjer smo v napol regularnih razmerah spremljali srečanje na razmočenem igrišču med ekipo NK Brežice in AŠK Bravo. Prvo priložnost na tekmi so imeli gostujoči nogometaši v rumenih dresih in sicer dobro sta kombinirala Kene in Kadrič, vendar je bil domači vratar Jan Račič pravočasno pri žogi in tako je ostalo pri 0:0. Nato so imeli tudi domači lepo priložnost in sicer oddaleč je poizkušal Kristjan Krajček, vendar je bil na mestu ljubljanski vratar Igor Vekič. Dva kota so zapored izvajali nogometaši AŠK Bravo in sicer je ob drugem kotu poizkušal Nik Salaj, vendar je žogo za malo zgrešil in tako je ostalo pri rezultatu 0:0. Še naprej smo v prvem polčasu, ko so imeli Brežičani lepo priložnost s prodorom po levi strani so poizkušali, toda Edi Horvat in pa Žiga Jurečič pa sta se bila v 5-metrskem prostoru nekoliko na poti. Še enkrat so poizkušali gostje, najprej Jugovar, nato pa še Haris Kadrič, ki je dan pred tekmo slavil svoj 18. rojstni dan. Še ena priložnost v drugem polčasu za ekipo AŠK Bravo in sicer Matic Marcius je najprej poizkušal, nato pa še Marcel Kene, ampak obakrat sta nogometaša AŠK Bravo zgrešila končni cilj. Še eno nevarno priložnost so imeli sredi drugega polčasa Brežičani in sicer z desne strani so podali v kazenski prostor, vendar Igor Vekič, vratar AŠK Bravo, je dobro posredoval, nato pa še priložnost Matica Marciusa in pa Marcela Keneta, vendar oba sta bila bodisi blokirana strani branilcev ekipe NK Brežice ali pa žoga ni šla v okvir nasprotnikovih vrat. Še zadnja priložnost na srečanju, ko je z prostega strela poizkušal Edi Horvat, vendar za domače ni bil uspešen, bolje rečeno, Igor Vekič je dobro posredoval in tako se je tekma končala z rezultatom 0:0. AŠK ostaja na 7. mestu in imajo 28 točk, medtem ko so Brežičani na 10. mestu. Sedaj pa smo se že preselili v Rogaško Slatino, kjer je Rogaška gostila vodilno Muro. Sicer v nekoliko nepričakovanih in netipičnih dresih je igrala Mura, torej v modrih dresih, kajti tudi Rogaška ima svoje osnovne barve črno-bele. Prva priložnost že v 6. minuti za gostujočo ekipo Luka Bobičanec pa je znova dokazal, da gre za izvrstnega strelca, zadel je že 13. v tej sezoni, po samostojnem prodoru pa je premagal vratarja Rogaške. Tudi v nadaljevanju prvega polčasa je bila Mura uspešnejša od Rogaške. Tudi v Rogaški Slatini so bili precej zahtevni pogoji za igro, kajti igrišče je bilo zelo namočeno, ampak obe ekipi sta zdržali in tako smo videli v 40 minuti novo lepo priložnost za Muro, podaja z desne strani, vendar pred golom domačega vratarja Filipa Lojena se ni najbolje znašel Tadej Stiplošek in žogo potisnil v svojo mrežo. Sedaj pa smo sliko že v drugem polčasu srečanja Rogaška Mura, tudi
v drugem polčasu so bili igralci iz Murske Sobote v boljšem položaju in v 70 minuti nova lepa priložnost, podaja v kazenski prostor z desne strani. Alen Kozar pa se je odlično obrnil nekje na 10 metrov od gola Rogaške in tako še tretjič na tem srečanju premagal Filipa Lojena. Sicer pa je kapetan Mure Alen Kozar dosegal svoj 7. gol v letošnji sezoni. Mura še naprej drži lepo prednost pred nasprotniki in sicer po 19 odigranih tekmah so že pri 50 točkah in imajo pred vsemi zasledovalci najmanj 9 točk prednosti. Mi pa smo že na stadionu športnega parka Kodeljevo, kjer so nekako gostovali nogometaši Ilirije, ker niso mogli odigrati tekme na domačem stadionu. Igrali so proti Kranjski Zarici, že na začetku prvega polčasa pa so si domači priigrali lepo priložnost in sicer je po samostojnem prodoru Mustafa Nukić popeljal Ilirijo v vodstvo z 1:0. Za Zarico je bila to prva pomladanska tekma, kajti v prejšnjem krogu niso igrali zaradi odpovedi in prestavitve tekme. Tole pa je 31. minuta in hitra akcija gostujoče ekipe. Z leve strani so lepo podali proti kazenskemu prostoru, tam pa je žoga šla mimo veliko branilcev Ilirije, na drugi strani pa je pričakal Lovro Vrandečič in rezultat sredi prvega polčasa poravnal na 1:1. Kljub temu, da je bila tekma odigrana na umetni travi, pa so bili pogoji za igro zelo zahtevni. Mi smo sedaj že v 68. minuti in sicer so poizkušali domači nogometaši v zeleno-belih dresih iz precej nenevarne situacije je poizkušal Dejan Zadnikar, vendar nogometaš, ki je vstopil v igro v drugem polčasu, je z diagonalnim strelom dobro zadev in tako svojim 3. golom poskrbel za zmago Ilirije proti Zarici z 2:1. S tem je Ilirija prehitela Zarico na 11. mestu, Ilirija pri 18 točkah, Zarica pa s tekmo manj pri 17. Sedaj pa poglejmo še lestvico. Po nepopolnem 19. krogu Mura prepričljivo vodi s 50 točkami, na drugem mestu je Drava z 41 točkami, s tekmo manj pa je Nafta na 3. mestu, 36 točk so zbrali. Na zadnjih 2 mestih še vedno na 15. Brda in na 16. Vržej. Vi kot dolgoletni predsednik Medobčinske nogometne zveze Murska Sobota podpirate, večkrat ste že v tem pogovoru dejali, mlade. Je to vaš glavni cilj za prihodnost oziroma je to vizija, ki sledite, ali se vam zdi, da bi morali gledati na nogomet v prihodnosti v Pomurju oziroma tudi širše na kakšen drug način? Jaz mislim, da v celotni Sloveniji bi morali gledati malo na drugi način, Pomurje še posebej. Neobhodno je, da bomo se morali začeti več pogovarjati, da bomo morali določene sredine združevati, ker vi veste, v Pomurju imamo toliko občin, da je že res, mi imamo 61 klubov v Pomurju velikega nogometa, 146 klubov malega nogometa in na koncu, če se štejemo, je to v bistvu res malo številka. Vsi lahko nastopajo, ampak tisti, ki bodo hoteli imeti nekaj več, bodo morali pač več delati in samo tako lahko mi zagotovimo še dolgoletno transparentno in tudi igranje nogometa, ker se bojim, jaz dosti krat sem mogoče malo preveč kritičen, jaz bom zelo vesel, če se motim, ker v Pomurju, bom rekel, v tem trenutku smo naredili kar ogromno število lepih objektov, infrastrukture, od igralnih površin do objektov, katere pa, če ne bomo delali z najmlajšimi, dolgoročno ne bo nikoga, ki bi jih to izkoriščal. In bi bila največja tragedija do vseh tistih, ki so se toliko let trudili in še danes trudijo, da ne bi nišče to izkoriščal, tisto, kaj so oni naredili. Ker ne nazadnje, v Pomurju je, sem prepričal, več kot 95% vseh teh športnih objektov so ljudje naredili predvsem same. Ne na račun družbe. S prostovoljnim delom. S prostovoljnim delom in to moramo ceniti in ne smemo pozabiti tisti, ki so to naredili. Zanima me še, na kaj je Danilo Kacjan najbolj ponosen kot nogometni funkcionar? Jaz sem najbolj ponosen na to, da v tem trenutku, da sem še koliko toliko zdrav, da tisto, kar ima človek rad, mu težko nekdo stran vzame. Bili so ogromno lepih trenutkov v mojem nogometnem življenju, bili so tudi slabe trenutke. Človek je pač bitje,
ki nikoli ni z vsakim zadovoljen. Od raznih potikov do vsega, ampak če imaš hrbtenico še koliko drugo zdravo, če imaš okolje, v katerem te podpirajo, meni je najbolj zadovoljen s tem, da me klubi več ali manj že vrsto let podpirajo in da sem jaz zaradi njih, oni pa tudi zaradi mene, ker če mi ne sodelujemo, ni nič. Tudi to sem vesel, da se je v Sloveniji kljub temu naredilo ogromno nekih lepih infrastrukturnih objektov, da se ne smemo sramovati. Jaz tudi kar precej hodim po svetu, pa vidim, da nismo nekje glih na repo, ampak tudi pa pričakujem to, da bo družba znala še to bolj ceniti, ker se bojim, da tam, kjer ne bo volonterstva, kjer ne bo tistih prostovoljnih delavcev, da tudi vrhunskega športa na koncu zaradi tega ne bo. Si za konec upate napovedati rezultat Mura Nafta v 20. krogu druge slovenske nogometne lige? Jaz mislim, da če boste me v nedeljo ob 17. uri poklicali, bom brez problema povedal. Odlično, najlepša hvala za vaš čas in vaš pogovor. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za vašo pozornost in se vidimo prihodnji teden. Drava se je v februarskem obdobju okrepila z ofenzivnim nigerijskim nogometašem, ki je že na svoji drugi tekmi v drugi slovenski nogometni ligi dosegel hat-trick. Tole je košček papirja, ki bo konec tedna precej iskan v Prekmurju, kjer se obeta pravi nogometni praznik. Ekipa nogometnega kluba Dob ima precej smole z vremenom. Odpovedana je bila že njihova druga tekma. Podobno usodo delijo tudi njihovi sosedje iz Radomelj.